A me sploh kaj vidite, Ajga, a me sploh kaj vidite, Madonna je slaba svetlova, ej. No, boljš. Hello, dragi moji. Danes je 31. marec in jaz potujem nazaj v Dubaj. Čisto iskreno lahko rečem, da mečkam bežim pred zaprtjem Slovenije. Mislila sem podaljšati dopust, ampak glede na razmere in glede na vse, kar se dogaja, sem rekla, da rajš grem nazaj. Če bom sploh prišla čez mejo, iskreno upam, da bom. Vem, da nisem veliko vlogala med tem, ko sem bila v Sloveniji, ampak iskreno sem toliko uživala, se toliko sprostila in nekako dobesedno mečken odmislila kamero, vloganje, montiranje. Tako da je tale vlog mečken zamudo, ampak kljub vsemu sem rekla, da ga objavim oziroma da ga poznamem, ker se mi zdi zelo zabavno in zelo zanimivo tole potovanje. Ura je 3 minute čez 8 in jaz sem že mečkam pred Mariborom, ker sem ob 7 zjutraj štartala. Vstavila sem se na Petrolu, da sem vzela vodico in pa nekaj za pojesti za zajtrk, ker ne vem, bom kaj čakala na meji ali ne. In iskreno pač se mi ne da čakati, ker sem že zdaj lačna. Tako da bom to pojedla na meji. Moram si prepraviti tudi moje dokumente, za vsak slučaj imam negativen COVID test, imam potrdilo o zaposlenosti, da grem iz države zato, da grem delati, a ne v službo. In ja, very nice. Letim iz Dunaja, zato se moram peljati čez Maribor na Dunaj. Vožnja je, mislim, da tam nek 4 urce, če se stavim ene dvakrat, po mojem lihene 4 urce. Moram reči, da ful rada vozim, ampak da me bo včeraj mečkan tako, ne strah, tako, malo sem bila živčna, glede na to, da je 4 ure vožnje. Sicer je cesta zelo prazna, ker mi je super. Sam da pridem čez mejo, pa bom v redu. Zdaj bom jaz pojedla tale moj zajtrk, oziroma slišimo, ko pridem čez mejo. Hopefully. Bruke, kaj me je videl, da se snemam, v glavnem. Se ni važen. Ok, se slišimo pojem. Hello, dragi moji. Jaz sem vam javila mečkan izven Gradca. Sem prišla čez mejo, super fino, fajn. Te tok deč. Hello. Jaz sem prišla čez mejo brez problema, vprašali so me samo za test in glede na to, da vozim avstrijski avto, torej z avstrijskimi tablicami, so me vprašali še, če sem prijavljena za karanteno v Avstriji, ampak sem mi pač rekla, da sem samo v tranzitu, tako da ni bilo nobenega problema, pokazala sem negativen COVID test, povedala, kam grem, itd. In to je to. Na slovenski meji me ni bil noben ustavil, na avstrijski so me pa pač zapeljali na stran, tako kot sem že rekla. Ampak je bil en ful luškan policaj, tako da so se vse zmenila. Ustavila sem se na hitro na eni bencinski, zato ker sem se mogla mečkam pretegniti, ker se mi je zdelo, da sem mečkam zmatrana. Vzela sem si pa tudi enega mrzuga Red Bullčka, zato ker ga res nikoli ne pijem in ga pijem sam takrat, ko potujem, tako da si malo prvo šla. Drugače sem povzela tudi šokobonse za tiste, ki bojo delali na avionu, zato ker vedno prinesem nekaj za stevarde oziroma stevardese. In s tem jim ne samo polepšaš dan, ampak tudi pol te nekako tretirajo lepše in boljše. Tako da to je en tak nasvet kot mene, če jim boste še enkrat sladkarijo, vas bojo imeli skozi radi in bojo prinesli vse stvari ekstra, vse stvari za ston, ker ko boste rabili, ne bo noben problemček, tako da. Kom je to pisal? Oči. Hello vlog. Long time no see, long time no talk. V glavnem, tale prostor oziroma tale terminal že poznate, ker sem tukaj bila po mojem zdaj že ene 100-krat. Sem srečno prispela na Dunaj. Že filajo s hrano, sej prav. V garažu sem parkirala avto, oddala ključe in zdaj sem tukaj in čakam, da se ukrcam na moj let. Moram priznati, da sem bila malo živčna, da ne bom dobila sedeža, zato ker sem šla pogledat na službeno aplikacijo in je bil kar dost nafilan let, čeprav ne zdaj full. Poli so pa zamenjali avion, ne, smo šli iz Boeing 777, tisti, ki se spoznate, na ogromnega ptička, torej Airbus 380. Tako da zdaj sem 100% dobila sedež. Problem je v tem, da ko jaz kupujem službene karte, jih kupam za 90% cenejš. Ampak to pomeni, da v bistvu nekako sem na stand-byju in čakam na to, da če bo sedež prosti, da se ukrcam na letalo. In hvala Bogu so zamenjali avion, tako da je bil sedež prosti. Nisem že
že dolgo nisem letela z Airbusom, sicer danes ne delam, tako da se ne rabim nekaj ful sekirati. Drugače pa, če bi delala danes, bi si pa po mojem mogla prebrati en kup varnostnih vprašanj, ker iskreno pozabiš, pač, če ne letiš 2-3 mesece z enim avionom, pozabiš pol stvari, pač, kje je kaj, pa kako se kakšni varnostni postopki urejajo. Madonna, no, me folk že pogreša, kaj. Ziher vas zanima, koliko sem plačala za karto in bomo kar lepo zračunali tukaj na mojemu kalkulatorčku za valute. Torej, jaz sem dala za obe dve karti, torej iz Dubaja na Dunaj, iz Dunaja v Dubaj, 600 dirhamov in to je... Reklame, zato ker je zastojna aplikacija. In to je 139 evrov. Torej bi lahko rekla 140 evrov, približno 70 evrov v eno smer. Kar je ogromno cenejše, kakor pa če bi kupovala karte tako, pač brez mojega službenega popusta. In iskreno lahko rečem, da za 70 evrov se po mojem še pripeljala ne bi na Dunaj pa nazaj, oziroma bi lihen tank. Ja, je pa res, da je pol velika možnost, da pač me ne sprejmejo na let. Če so leti tako polni, ker zdaj niso, zato... Jej! Letim pa s temle velikanom. Kot lahko vidite, ima 2 nadstropja, 4 motorje, 16 vrat, torej 3 gor, 5 dol, pa na drugi stran 5, pa na drugi stran 3 gor. In pa še en random fact, sprejme več kot 800 potnikov. Až koliko je 800 stari. Ne, meni je to res bolano. Nafilala sem se računalnik na polno, zato da bom lahko tukaj že montirala, ko bom čakala, da se vkrcamo pa pol na avionu, pa da bi ga že objavila, preden gremo, ampak čisto iskreno se mi res ne da. Plus tega bi mogla imeti res dober wifi, da bi lahko naložila na YouTube pa objavila, tako da bom po mojem kar v Dubaju. Tako da bojo vsi teli vlogi z ful zamika, za kar se iskreno upravičujem, ampak enostavno mi ne gre, ker vložim po mojem 10 ur dela v en vlog in preprosto bi lahko montirala videe celoten dopust, če bi hotela pol, da pač bojo vlogi šli ven takrat, ko pač so bili posneti oziroma par dni zatem. Evo, meni je uspel priti na letalo oziroma se vkrcati. Zdaj pa smo že na vzletni stezi in bomo kmalu zleteli, tako da se slišimo, ko bomo v Dubaju, oziroma čez 6 ur, 7, tam nek. Je pa še kar prazen avion, no, tako da imam spet 3 zice zase, kar je ODL. Airbus je ful tiši. Večji, ko je avion, bolj nežen je pristanek in bolj tiši je načeloma. Naprimer, zdaj smo vzleteli lihkar in kljub šumenju motorja oziroma turbin me v redu slište. Na Boeingu tega ne bi nikoli snemala, ker je čist preveč glasen. Bom tle ustavila en klip. Tako da, en random fact. Moram se izbrati en film za gledati, imajo ful izbere. New movies, dokumentariji, bla bla bla. In med new movies imaš ogromno izbere. Je sicer vse v angleščini, oziroma imaš ene par podnapisov, da lahko zberaš, ampak itak slovenščine ni. Bomo videli, kaj bom izbrala in uživala v mojem čipsu. Look who picked me up. Damn, all 3 of them, all 3.